Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bomo spet govorili o vitamin C serumih, zato kot veste, sem vedno v iskanju tistega popolnega vitamin C seruma in vedno ga primerjam z SkinCeutical serumom. Danes bi tudi rada povedala, zakaj. Zato, da ne boste mislili, da sem zaradi tega, ker ima visoko ceno, pa je, ne vem, cenjen med dermatologi. Ne, gre se za to, da je to eden redkih kozmetičnih izdelkov, kjer dejansko so narejene podrobne študije in te študije dokazujejo njegovo učinkovitost proti staranju, torej anti-age proces kot antioksidativno delovanje in pa tudi, da pomaga pri odpravljanju nekih pigmentacije. Tako da, zato se jaz vedno fokusiram na SkinCeuticals in zato se tudi druge firme fokusirajo na ta serum in ga probajo kopirati, zaradi tega, da bi imeli podobno učinkovitost, ampak seveda nižjo ceno. In jaz si tudi želim nižjo ceno, ker je pač itak čist previsoka. Tako da vedno sem vesela, ko odkrijem kakšen nov vitamin C serum. Vi ste mi pa tudi pisali dostikrat, da si želite, da majčkeno pregledam ta Revoxov. Res je ful poceni, mislim, da je 6 evrov in tako sem bila, okej, 6 evrov, to bi bilo pa že too good to be true, da bi imeli en tak serum, ki je efektiven. Okej, prišel je, ni brezbarven, prišel je že rumenkast, jaz sem ga parkrat sprobala in nažalost se mi je z drugimi izdelki pilil. Tako da jaz ga sama ne bi uporabljala. Potem pa jaz vseeno, ko dobim nek vitamin C serum, vedno zmeram pH. Danes bomo naredili tudi en eksperiment, tudi z ostali serumi. Eksperiment, zelo majhen eksperiment, torej zmerali bomo pH tega seruma. In če se vrnemo nazaj SkinCeutical serumu, zakaj ima patent? Zato, ker so dokazali, da askorbinska kislina, torej vitamin C, v kožo penetrira pri pH pod 3,5 in da je najbolj učinkovita do maksimum 20%. Tle v Revoxu je torej 20%. Kakšen je pa pH? Pa kasneje. Jaz sem ga že enkrat prej zmerila, tako da zanimivo, no, boste videli in se boste pa odločili, ali se ga splača kupiti ali pa ne. Potem imam tukaj tudi Siglow serum od Geek & Gorgeous. Meni je bil ful dober, res se je hitro pokvari, tako da se morate z njim zalivati vsako jutro, mesec, dva tops. Meni pač ni mi glih enostavno vsako jutro, da bi šla v hladilnik iskat serum, ne, pač jaz sem v kopalnici, moram dati serum gor in to je to, ne. Tako da, dober serum, ampak ga je res treba hitro porabiti, s tem, da je 10 evrov, res 10 evrov in je zelo, zelo primerljiv po sestavi tudi SkinCeuticalsu, tako da bi rekla, da je zaenkrat med mojimi favoriti. Potem sem pa že nekaj časa si želela Sephirma od Drunk Elephant, ki je v bistvu ga L'Oreal tožil zaradi tega patenta, da so zelo, zelo kopirali SkinCeutical serum. V bistvu je formulacija teh aktivnih, torej vitamina C, ferulne kisline in pa vitamina E, je v enaki koncentraciji. Njihov pH pravijo, da je, mislim, da 2,5. 2,5, torej je pod 3,5. In v bistvu ima še ful več drugih stvari noter, kakor SkinCeuticals. Lahko vam povem, kar sem si zapisala, ima kot vlažilce glicerin, marula, olje, hialuronsko kislino. Potem ima tudi eksfoliante, torej, ki v bistvu nežno odmrle celice z obraza odstranjujejo, ne. In sicer encime, buče, granatnega jabolka, redkvice. Potem za svetljenje kože ima dodane še kurkuminoide, potem so tudi eksfoliant, nežen pH eksfoliant, glukonolakton, potem razni peptidi,
Potem ima izvlečke amle, zelenega čaja, riža, skratka tudi polno antioksidantov. Je en tak zelo privlačen serum in tudi zelo popularen serum. Poleg tega ima pa to prednost, ker si ga sam sestaviš. Ker dobiš prah, jaz sem ga zdaj že sestavila. Dobiš prah, tle not je prah, ne bom zdaj razkopavila, tle not je prah, tle not je tekočina in potem zmešaš skupaj. Torej ni tistega, da pač čaka na policiji in se ti ta čas pokvari, Geek & Gorgeous dela vsak teden to, ampak potem pa naprimer, ne vem, v neki trgovini to stoji 2 tedna, 3 in dobiš že praktično pokvarjen serum, mislim, manj učinkovit serum. Tako da v bistvu priporočam, da Geek & Gorgeous kar direkt iz njihove spletne strani naročate, ker delajo res vsak teden svež serum. Vem pa, da je pol poštena zraven, pa je treba še kaj naročiti. I know the drill, pač vsi vemo, kako je. V glavnem, jaz sem tega hotela že dolgo probati, jaz sem to zmešala, in se tako ful dobro tudi odpira. Čeprav meni sama embalaža čist preveč robustna za vitamin C serum, ker je res čist tekoč in tako ti je čudno, ko pride taka čist tekoča stvarčica ven. Ne bom ga zdaj nucala, tega ni veliko. Jaz sem ga zjutraj že nanesla na obraz in moram reči, da je pač po sestavinah res dober serum, ampak mogoče za mešano mastni tip kože ni za poletje, jaz sem ga zdaj že odprla in ga moram nucati, ampak da ful en tak shine, ki ga jaz nočem imeti, pač meni ne ustreza, mogoče je to glih to marulo olje noter. Tako da mogoče tisti, ki imate normalno suho kožo ali pa tisti, ki imate ful radi shine, vam je ta perfekten, meni bi bil pa bolj za pozimi. Jaz bi pa zdaj kar majčkeno tudi naredila ta eksperiment in vam bom pokazala zaradi tega, da v bistvu vidite, ali se bi vi vseeno odločili za Revox za 6 evrov ali bi mogoče raje dali 10 evrov pa poštnino iz Geek & Gorgeousa, da dobite svež serum. Tako, pa kar gremo, jaz bom zdaj kamero premaknila. No tako, jaz sem tako nastavila naše pH lističe. Tle vam pokažem tudi skalo od 1 do 14, torej mi si želimo za efektiven vitamin C serum nekje tukaj biti, v tem. Pač itak je to za nekatere že čist prenizek pH, zato zna nekatere iritirati kožo, ampak to res tiste, ki so občutljivi, to ni res, da bi zdaj vsak, Bomo pa primerjali zdaj po tej lestvici tega od Siglo, Revox in pa Drunk Elephant. Siglo naj bi imel nekje od, začnemo s Siglo, moj je že oranžen, jaz ga ne uporabljam več. Moram novega naročiti, vidite, kako je že, to sem sam za tega pustila si ga, da bomo danes naredili ta preizkus. Ok, dam te kapljice, bomo pozvali, kaj se zgodi. Potem na tega drug listič bom dala Revox. Evo. Tako. To je zdaj dokaz, da vas ne varam, da dajem direktno, da vam pokažem. In tukaj Drunk Elephant, tako ful tekoč. Tako. In v bistvu že takoj vidimo, kaj se odvija, Zdaj pH lističi niso čist itak, ne moramo tle čist točnega pH-ja. Kakor smo rekli, na začetku smo dali Siglo naj bi imel med 3,2-3,4 pH, tako piše na njihovi spletni strani in v bistvu, če damo zraven skalo, vidimo, da je nekje med 3 pa 4, Tako da to drži, ta serum je super, tudi po pH-ju. Potem pa vidimo tukaj v sredini je ta Revox, o katerem sem vam govorila in vidimo v bistvu, da gre na zeleno, torej je pH nekje okrog 7. To je v bistvu za kožo dokaj alkalen pH, zato ker pH kože je 5,5, približno 5,5. In mi si želimo čim bolj približati temu pH-ju. Ok, pač pri vitamin C gremo na nižji pH, zato ker hočemo, da vitamin C dobro penetrira v kožo, ampak definitivno si ne želimo vitamin C-ja v pH-ju 7,
ker nestabilen, neafektiven, ne penetrira dobro kože. Tako da jaz ta serum odpreporočam, še posebej zaradi tega, ker se zna dosti piliti z ostalimi izdelki. In potem imamo tukaj še, ni se še posušil, ampak imamo še serum Drunk Elephant, ki trdijo, da imajo 2,5 pH, a ne. Vidimo, da gre na temnej, bi rekla me nekje med 2 pa 3, da je, no. 2 pa 3, tako da dejansko je tudi ta obljubljen pH tukaj. Tako, upam, da vam je bil ta video zanimiv, ta majčken eksperiment tudi zanimiv, torej Siglo priporočam, ampak ga je treba res hitro uporabiti. SkinCeuticals je ful drag, ja vem, pač ne splača se za tazga denarja. Tale je polovično dražji, še vedno drag kot SkinCeuticals. Nisem povedala, tale v bistvu zagotavlja stabilnost 6 mesecev, kar je pa dosti boljš. In pravijo, da ga ne rabiš imeti v hladilniku, kar je še dosti boljš. Revox jaz odpriporočam, pač 4 evre date več in dobite Geek & Gorgeous. Jaz upam, da vam je bil video zanimiv. Seveda, če vam je bil, prosim, lajkajte vsebine, prijavite se na moj kanal, to mi veliko pomeni. Lepo se imejte, do naslednjič pa. Čau!